Lep pozdrav! Danes se je začel 13. Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Številni krkaši in krkašice so v novomeškem centru za transfuzijsko dejavnost darovali kri, obiskali pa so tudi Društvo slepih in slabovidnih Novo mesto. Z našo ekipo smo jih spremljali tudi mi. V Krki kri daruje enkrat do dvakrat letno. Po podatkih območnega združenja Rdečega križa Novo mesto je med 2500 krvodajalci kar 680 krkašov z Dolenjske, po vsej Sloveniji pa kri redno daruje približno 1200 zaposlenih. In tako smo v lanskem tednu humanosti in prostovoljstva zbrali v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru 66 litrov krvi in pridružilo se nam je 48 novih krkašic in krkašev, krvodajalcev, krvodajalk. V 12 letih pa smo do sedaj zbrali 1241 litrov krvi, te življenjsko pomembne tekočine, ki pomaga rešiti marsikatero življenje. In kaj krkašem pomeni zavedanje, da lahko prav s tem dejanjem nekomu pomagajo ali celo rešijo življenje? Pomeni neko osebno zadovoljstvo, ker veš, da daruješ življenjsko pomembno tekočino, ki jo ne moramo proizvesti nikakor drugače na noben drug način. Zaveda se, da lahko pomagaš nekomu in obenem pa kri, ki jo daruješ, se na koncu tudi pregleda in dobiš neko povratno informacijo o svojem zdravstvenem stanju. Daje mi neko veselje. Jaz zelo rada pomagam, če le morem, in to je najbolj enostavna stvar, ker nikoli ne vem, kdaj bom tudi sama potrebovala kri. Skupinske krvodajalske akcije so zelo dobrodošle. Smo veseli, da delujemo na tem področju, ker je tudi Krka in še nekateri druge organizacije, ki spodbujajo krvodajalstvo, ki so temu naklonjene in ki v bistvu spodbujajo svoje zaposlene, da se udeležujejo krvodajalskih akcij tudi v kolektivni obliki, ker je to spodbuda za nekatere, ki mogoče se sami ne bi odločili, pa takrat pridejo s svojimi sodelavci in je precej lažje. Krkini prostovoljci so obiskali tudi novomeško medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, kjer so se skupaj s njegovimi člani preizkusili v vrtnem kegljanju. Tega dogodka sem se udeležil prvič. Mi je pa zelo zanimivo, ker so posebna pravila, ni to običajno kegljanje in je zanimivo. Takšnega druženja se vedno razveselijo tudi člani društva. Obisk mi pomeni veliko, da se vsaj nekdo spomni vsako leto, da pridemo obiskati pa pogledati društva, pa te, ranljive skupine. Je zelo fajn druženje in tudi se naučijo tudi oni kaj od nas, ne samo mi od njih. Krkin teden humanosti in prostovoljstva se bo pod geslom Radi pomagamo tudi v prihodnjih dneh nadaljeval z novimi dobrodelnimi dejanji.